Pozdravljeni. Danes vam bom predstavila nekaj načinov, kako lahko v bistvu premagamo oziroma rešimo probleme. Že sam problem je beseda, ki je težka beseda. To se pravi, moje prvo vprašanje, kako vi imenujete, kadar imate neko oviro v življenju. A ji rečete problem? Oziroma, če si rečete, imam problem, a zaznate vaš občutek v telesu, kako je tako, kot da bi si eno tono naložili na hrbet in jo mogli nositi in zdaj ta problem nosite in nosite in nosite. In kar je najbolj zanimivo, bolj ga nosite, večji je. Tako da tukaj bi vas jaz mogoče poklicala v eno spremembo, oziroma lahko razmišljate o tej spremembi, kako bi problem, oziroma še drug ime za problem je težava, težava, ki ima težo, kako bi to lahko imenovali na način, da bi bilo spodbudno, da bi nas v bistvu motivirali za to, da gremo naprej, da se soočimo. Kljub temu, da je nekaj, kar moramo preideti in ne bomo uživali v tem. Jaz temu rečem izziv. Imam nov izziv v življenju. Tako da tudi tale korona je na nek način za nas izziv, zaradi tega, ker nam je zelo spremenila način življenja, v bistvu v nekaj, kar smo si zelo želeli, umirili nas je, ustavili nas je. Nismo se znali sami. Ampak spet to vidimo, na nek način kot izziv. Moramo preživeti, moramo se znajti, razmišljamo, kako bomo potem naprej. Otroci so doma, šola je, ni pač vedno vse samo pravljica. In pomembno je, da imamo ljudje v sebi tisto notranjo energijo. Jaz imam eno prijateljico, ki je tudi vlogerka, Eva Kljun, ki reče, kadar je težko, si reče, daj si moč. In meni je toliko všeč ta izrek, daj si moč, zaradi tega, ker dejansko smo mi tisti, ki si moramo dati moč in iti naprej. Premagovati, pazite, zdaj bomo zamenjali izzive. Nimamo več problemov, zdaj imamo izzive. Nimamo več težav, zdaj imamo izzive. Super. Tako da gremo naprej. Koliko dobro se poznate? Danes vas bom malo izzivala v tem videu. Koliko se poznate? Koliko veste, kaj se vam v telesu dogaja, ko se zgodi nekaj neprijetnega? Nekaj, kar morate premagati, kar vas bo vrglo s cone obdobja, mogoče ste celo naredili napako, pa jo morate popraviti, mogoče ste naredili zelo hudo napako, pa bo imela posledice, kako boste te posledice sprejeli, kako boste s temi posledicami živeli, kaj boste s tem naredili. In jaz vas zdaj sprašujem, ko se vam v življenju zgodi tak izziv, kaj je vaš občutek v telesu, kako bi ga imenovali? A je to strah, a je tesnoba, a je usmerjenost k rešitvam? Jaz sem recimo oseba, ki sem ful usmerjena k rešitvam, zelo dolgo ne zapaničaram, ampak gledajte, to ne pomeni, da jaz nikoli ne paničaram, ali pa da nikoli ne padem v luknjo in rečem, ne zmorem več. To se vsakemu dogaja. Zato tudi snemam tale video zdajle. Ker je pomembno, da mi sebe poznamo, zato da bomo lahko te načine, ki jih bom pač zdajle predstavila, sploh uporabili. Tako da moje vprašanje je, kaj je vaš občutek v telesu, ko se vam zgodi neka ovira, in moje naslednje vprašanje je, kaj vi potem naredite? A se valate v tem občutku in trpite in se sami sebi smilite in mislite, da je konec sveta? A ste usmerjeni k rešitvam in iščete rešitev in mogoče celo brezglavo poskušate nekaj rešiti, brez da bi prej premislili? To je pač tudi lahko ena vrsta kaosa. A se znate ustaviti, a se znate umiriti, a znate pogledati situacijo realno, to, kar je dejansko potrebno, kadar imamo izziv,
je potrebno, da se umirimo, da se ustavimo, da pogledamo realno situacijo in potem šele iščemo rešitve. Videti realno situacijo nam včasih zelo pomaga to, da to nekomu povemo. Zato, ker lahko, da smo mi čustveno toliko obremenjeni, da jo sploh ne moremo videti. In ko nam nekdo od zunaj reče, lej, pač saj ni tako grozen, ali pa lej, jaz bi to tako naredil, ali pa to je pa res težko, občutek, da je nekdo empatičen z nami. Takrat se v bistvu nam telo umirja in mi začnemo v bistvu videti sliko takšno, kot je. Tako da je to en del. A imamo ljudi, ki se lahko na njih naslonimo in jim povemo tudi naše napake in kakšne temačne zgodbe in tako naprej. A smo povsod videti, da smo taki super truper, da se nas v življenju nič ne dotakne. Zato je fajn imeti prijatelje, zato je fajn imeti partnerja. Jaz recimo osebno se vedno naslonam na Alberta, s tem, da vas tukaj še na eno stvar opozorim. Če je to partner, je fino, da mu prej poveste, da ne priletite k njemu, pa vržete na njega, ampak da rečete, jaz imam en izziv in bi se o njem rada s tabo pogovorila. Izziv, a ste videli? Do konca videa se bomo že čisto navadili. To je en del. Potem včasih je pa tako, da imam neke občutke, ki jih nisem še pripravljena deliti z nikomer, ki jih mogoče niti ne razumem, ki so prišli od nekje ven iz mene in so zame čist novi in imam občutek, da jaz recimo osebno sem takrat ponavadi ful žalostna in imam zelo velik občutek osamljenosti. Čeprav imam zelo veliko ljudi okrog sebe, ki bi jim lahko se naslonila na njih. To je zanimivo. Ampak pridejo tudi taki trenutki. In v takih trenutkih imam jaz ene posebne tehnike, ki se vam bodo mogoče zdele smešne in obrisane, ampak sem se odločila, da jih bom vseeno delila z vami. In zato imam danes v studiu z mano dva gosta. In prvi gost je moj spremljevalec, ki me spremlja že skozi vse življenje, in to je moj Mihi, a ga vidite? Moj Mihi je že zelo bogi, a vidite, ima na eno očko je slep, ima zelo zmrcvarjen nosek, ne vem, mogoče bi ga mogla majčkeno pošiti pa obnoviti, ampak kar tak je, moj je. No, in moj Mihi je v bistvu medvedek, ki je zame zelo živ. Jaz njemu povem take stvari, ki jih ne morem povedati nobenemu. Tisti trenutek. Sej pa jih z Albertom delim čez nekaj časa. Ampak takrat, ko nimam nikogar, imam Mihija. In Mihi je zelo moder človek, zaradi tega, ker Mihi je z mano že 54 let, odkar sem se jaz rodila, in on mene zelo dobro pozna. Tako da on točno ve vse, kaj jaz rabim, in točno ve, kako jaz funkcioniram. In mi velikokrat, oziroma bom kar rekla, da skoraj vedno mi da prave odgovore. Ja, seveda on ne govori, da ne boste mislili, da sem zmešana. Je pa tako, da ko jaz njemu pripovedujem in ga sprašujem, se v meni dogaja to, da se mi zgodi nek proces in se začnem sestavljati nazaj in odgovori prihajajo ven iz mene. Ampak jaz, če nimam Mihija takrat, če bi delala to v prazno, to nima takega učinka. In to je zelo zanimiva tehnika na nek način. Zaradi tega vam bom potem še naprej razložila. Skratka, Mihi, pomahaj, reči adijo. Hvala, ker sem lahko nastopila v tvojem filmu in lepo te bom posedla tukaj na tvoj sedež. Evo, pa nas opazuj še naprej s tvojim enim mučkom. Zdaj bom pa predstavila še našo naslednjo gostjo. Naša naslednja gostja je pa z mano 4 leta, stara je 4 leta. Dobila sem jo za 50. rojstni dan od moje zelo ljube prijateljice Alenke Mele, ki dela
punčke iz cun. Glejte jo, ona ima tudi čevlje, ima tudi lahko gate, če čete. In lej, frizuro, živjo, kako ste? Moje ime je Nitka. Hvala, ker sem lahko danes z vami. Evo, in tole je moja Nitka. Leo, Nitka, seveda, a ne? In tale moja Nitka je ta mala jaz. To se pravi, to je deklica, ki si jo jaz vedno predstavljam, da sem ta mala jaz. In kadar imam v bistvu kakšne stiske in probleme, ki jim rečemo izzivi, povezane z mojimi otroškimi zgodbami, takrat se jaz naslonim na mojo Nitko. Takrat v bistvu njej povem, kaj sem jaz takrat, ko sem bila tako majhna, rabila, pa nisem dobila. In Nitka zna poslušati. In Nitka zna nositi te stvari in učinki so prav terapevtski. Zato midva tako lutko velikokrat uporabljava tudi za terapije. Tale je sicer moja čisto osebna. Vem, da je bila tudi že kdaj v kakšnem terapevtskem procesu, ampak ne pogosto. V Ljubljani imava pa prav eno terapevtsko lutko, ki olajša mnogim ljudem tako težo, da si tega sploh ne morete predstavljati. Na individualnih terapijah jo uporablja Albert. Tako da, Nitka, hvala. Moja mami bi rekla, a si se kaj počesala za na televizijo? Ja, nič se ni skoko, se tudi jaz nisem. Midve sva. Dame za čudovito frizuro. Yes! Tako, gremo tukaj. Skratka, lejte, to sta dva načina, ki meni osebno zelo pomagata, sta mi zelo dragocena in jih ne bi dala za nič na svetu, čeprav mogoče takole v videu izgledata nora. Ampak pač, ne, jaz jih uporabljam. Evo, zdaj pa samo še na kratko povem, da imam tudi še druge načine. Eden je, da grem v gozd, v naravo, da objamem kakšno drevo, oziroma se naslonim na drevo, ker drevesa so mogočna in ko se jaz naslonim gor, vem, da se drevo ne bo podrlo. Pa če imam še tako težo v sebi. Druga stvar je, da imam zelo rada vodo. In zelo velikokrat recimo se skopam v ledeno mrzli vodi ali pa pomočem noge noter. Tukaj v Izviru Bistrice v Bohinju to velikokrat naredim. In meni to pomaga zaradi tega, ker mi pomaga priti v zelo močen stik s telesom. Zelo začutim telo takrat in blazno me napolni z energijo. Vse te metode, ki sem vam jih danes razložila, so metode, ki so moje. Pač ne vem, a vam lahko pomagajo ali ne, ampak kar sem s tem videom hotela v bistvu narediti je, da sem vas hotela prebuditi v razmišljanju, kaj so vaše metode za to, da premagujete izzive, za to, da greste čez težke stvari, za to, da znate narediti spremembe, najdete rešitve, se prilagoditi v življenju. Zaradi tega, ker tega mi rabimo ogromno. In ko imamo take načine, ko imamo načine za premagovanje izzivov, potem je stres veliko manjši. To pomeni, da smo manj bolani, manj občutljivi na viruse, tudi na tega zdaj, a ne? In da v bistvu se hitreje, tudi kadar se sesujemo, se lahko hitreje sestavimo. Tako da bom zelo vesela, če se začnete ukvarjati s tem, da spoznavate sebe, da se vprašate, saj res, kako pa jaz premagujem napore v mojem življenju, kako pa jaz premagujem izzive, kako pa jaz iščem rešitve, kako se pa jaz umirim, a imam jaz načine za priti v stik s sabo, komu pa jaz lahko povem moje težke zgodbe. To so vprašanja, ki želim, da z tega videa ostanejo skupaj z vami. Zdaj pa vas samo še povabim, da od spodaj lajkate, komentirate, da delite ta video, da me čakate v naslednjem videu, da se spet gledamo in vas lepo pozdravljam. Upam, da ste zdravi in vam želim vse dobro. Pa!